naslovom Družina in župnija v navezi. Prehodili smo že nekaj poti, spoznali nekaj slik naših družin, naše župnije, naših medsebojnih odnosov, še posebej včeraj popoldne, ko smo se tako pogovarjali in srečali, kakor je bilo rečeno, iz oči v oči, predstavniki družin in predstavniki župnij, duhovniki. In smo se pogovorili o pričakovanjih, izzivih in možnostih, ki jih vidimo, kako bi drug drugemu pomagali uresničiti svojo poklicanost in poslanstvo, ki je v življenju, pričevanju in širjenju vere. Danes bomo nadaljevali, nekako zaključili, dali kakor krono na vse to, za nekaj konkretnimi primeri, kako nagovoriti starše, kako se približati družinam, kako jim nuditi pomoč pri njihovi vzgoji. Gostje so že tukaj, bom potem predstavil, najprej pa še posebej pozdravim tudi našega generalnega vikarja, monsinjorja Franca Režanja. Dobrodošel. Z nami je bil tudi pri Sveti Maši, daroval Sveto Mašo, nas nagovoril, opogumil in spodbudil v tem prizadevanju za oznanjevanje in življenje vere. V nadaljevanju bomo prisluhnili ali pa se seznanili, srečali z tremi pristopi, tremi modeli kateheze družin. In sicer najprej nam bo gospa Natalija Podjavoršek iz župnije Domžale predstavila družinsko katehezo, kako so si oni zamislili in kako jo izvajajo. Dobrodošla med nami. Dobrodošli. Potem bo pa gospod župnik in gospa Ema. Ja, ime že poznate. Jaz nisem katehet, da nisem duhovnik, je jasno. Sem učiteljica matematike in fizike, učim v bolnišnični šoli. Sem pa tudi družinski in zakonski terapevt. In pa, ko se to združi skupaj, rata družinska kateheza. Ne, pogoj za to sta še dve sestri, ki sta katehistini, Jana Podjavoršek in Mihelina Žebovec. In se mi zdi, da smo kar vse tri skupaj nekako začeli rojevati tole stvar, so podporo duhovnikom, predvsem tisti, ki so bili v Domžalah. Družinska kateheza v Domžalah se je začela 3 leta nazaj, se prav to še ni zelo stara stvar, ampak prvi koraki so narejeni. In prej me ena sestra spraševala, kako gre. Sem rekla, zaenkrat še nimamo velikih kamnov, tako da se pred sabo, tako da se zdi, da gremo pravo smer. Drugače nas bi Bog menda že ostavil, pa bi pokazal, da je druga pot bolj prava. Jaz sem sicer mati 2 otrok in 4 leta nazaj je prvi stopil k verouku. Prvi razred k rednemu verouku. Jaz sama sem predtem veliko sodelovala pri frančiškanih kot animatorka, pri skupincah prvoobhajencev, tudi tam smo razvijali neke take ideje, Frančiškovi otroci, Slovenije smo tu delali vse sorte, tamle sestra Pavlina. Se pravi, imela sem eno izkušnjo ene živega občestva, ves čas. Potem je pač pot nanesla tako, da smo se preselili v Domžalah in jaz povem, da 4 leta sem še vedno hodila k frančiškanom nazaj v Ljubljano, ker mi je bilo toliko težko zapustiti eno župnijo, kjer so stvari bile in iti nekam, kjer so bile stvari drugačne, kot sem jih bila jaz navajena, tako bom rekla. In sem bila še tam v župnijskem svetu in vse skupaj. Ampak rekla sem, ne, tole ni prav. Ni prav, da sem jaz v Domžalah, hodim pa k frančiškanom, bolj prav je, da tukaj naredimo nekaj, da bom vedela, da je tudi tukaj poskrbljeno za vse, kar želim dati svojim otrokom. Od frančiškanov sem imela izkušnjo družinskih počitnic. Pater Silvin Krajnc je bil šef, jaz sem bila njegova leva roka najbrž. Pa smo nekako skupaj vodili vsako leto, včasih tudi 2-krat v letu, družine. Najprej smo šli v Asizi, pa smo šli v Kančevce za en teden, pa ne vem. Na koncu smo ugotovili, da sploh ni pomembno, kam gremo, da je družinam pomembno samo to, da so skupaj in da je program pripravljen za starše, za otroke, nekaj skupnega, nekaj verskega programa, nekaj družabnega programa. In
ta stvar je tekla dolga leta in jaz sem vesela, ker so ti otroci, ki so bili takrat stari, ne vem, 1. razred, 2. razred, zdaj že poročeni. In ravno včeraj sem se pogovarjala z enim od njih in tako, ko ga poslušaš, rečeš, tole je obrodilo. Torej je obrodilo svoj sad. Da se v današnjem času ti otroci poročajo pri 23 letih, to pomeni, da res spoštujejo družino. In spoštujejo zato, ker so imeli možnost izkusiti to. In to sem želela prenesti naprej malenko z drugačnim načinom. Družinska kateheza, ideja sem prvič predstavila na Župnijskem pastoralnem svetu, ko je bilo rečeno, nekaj bo treba narediti drugače. Verouk, ki ga imamo, ni to, kar bi mogel biti. Nekaj bo treba narediti. Dajte predloge. Pa se ponavadi je to rečeno, tako se ga itak dobeden nima. Jaz sem dvignila roko in sem rekla, jaz pa imam predlog. Mi bi pa začeli z družinsko katehezo. Takrat je bil še župnik Janez Šimenc pri nas v Domžalah in on je rekel, glejte, če dobite 5 družin, ki bo hodilo na družinsko katehezo, lahko stvarjo začnete v septembru. S sestrami smo začeli okvirni program pripravljati, kako bo stvar izgledala, ni bilo pa 5 družin. Namreč družine so na začetku zelo v strahu. Ali je ta stvar sploh prava? A ni to slučajno kakšen New Age? A to podpirajo škofje? A je to pravno, formalno? Mislim, skaj bi mogel dovoljenje od papeža imeti, da bi stvar šla skozi. Tako da je izgledalo že, da prvo leto ne bo šlo skozi, ker so bile samo 4 familije, pogoj bil pa 5 familij. Ampak 15. avgusta me je poklicala ena družina, no, torej bomo začeli. Ja, zdaj bomo pa res. 5. družina, potem so imeli hitro prvi uvodno srečanje. Je bilo 7 družin prisotnih, ko smo pa imeli v septembru prvo srečanje, po srečanju župnik, ki takrat ni bil zraven, malo zato, ker je župnija toliko velika, malo mogoče zato, ker se še malo bal, kako bo to stvar šlo, pa so druge stvari bolj pomembne, nam je dal katehistino zraven. Ampak po prvem srečanju je bilo, kako je bilo? In jaz sem rekla, bilo je prisotnih 12 družin in gospod župnik je rekel, ja, ampak vsi se pa niso pri meni prijavili. To je bil začetek, ampak gospod župnik nas je potem res spremljal in rekel, delajte. Jaz nisem z vami, ampak vas spremljam z molitvijo. Je pilotski projekt, tudi na začetku so starši previdno spraševali, so rekli, ja, mi bomo na družinski katehezi, ampak bomo dali otroke še k rednemu verouku za vsak slučaj. Sam so po enem mesecu jih vsi stran vzeli in so ostali na družinski katehezi. To pripovedujem zato, ker posod, ker boste začeli mogoče s čim podobnim, se bojo podobne zadeve začele. Smo tradicionalisti, težko nam je že zamenjati dobavitelja za elektriko, kaj šele koncept verouka spremeniti. Posebnosti družinske kateheze. Tukaj so otroci združeni v skupine, ne po razredih. Na začetku smo rekli, če bo jih zelo malo otrok, bomo vse skupaj združili v eno skupino, potem se je izkazalo hitro, da smo imeli 2, se pravi prva triada, druga triada, predšolski skupaj, zato odpadajo klasični učbeniki, delovni zvezki, tega nimamo. Mi tudi nimamo domačih nalog, zato ker se nam zdi zelo pomembno, da stvar ni tako kot v šoli. Jaz učim matematiko, jaz učim fiziko in tam vem, da se kljukica na koncu naredi, letnik opravljen. Nažalost, to prihaja tudi pri verouku, naredi se kljukica, birma opravljena in potem vemo, kam sledi naprej. Spravim, verouk ni to. Verouk je dosti več, verouk je način življenja in zato ne smemo posnemati stvari, ki so v šoli. Lahko kaj dobrega vzamemo tam ven, ampak naloga gotovo ni najbolj nujna stvar. Nalogo, ki jo imajo naši otroci, so dobro poslušati nedeljski evangelij in na začetku vsakega verouka imamo potem vprašanja iz tega, tako da se spomnimo na to besedo. 4-krat v letu imamo svetopisemski kviz in takrat družine v celoti dobijo teme, ki jih morajo iz svetega pisma prebrati. Se prav družina bere svetopismo. To so naloge, ni pa dobenih pobarvank, ničesar. Lahko, zato, ker itak cele družine hodijo in o tem, da bojo govorile o verskem življenju, ni dileme. Ne hodijo v rednem verouku, tukaj so bili pomisleki, so par župlanov rekli, kar tako, nič ne bojo. Smo rekli, mogoče ne bojo znali tako hitro našteti 6 resnic kot ostali, ker to ne bomo dajali poudarek, ker dober kristjan ni tisti, ki zna vso teorijo na pamet, ampak tisti, ki ve, da ga ima Bog rad in da se mu želi priti blizu, da se želi navezati na. To je tisto in to je naš cilj tukaj noter. Spričevalo, ki ga dobijo, ni ocen, spričevalo dobijo, zato da se bojo lahko cerkveno poročili, če bojo šli v kakšno drugo župnijo, ampak napisane noter samo opravljeno, damo pa zelo velik poudarek vsem stvarim, ki jih delajo ob verouku. 3 kraljevska akcija, igranje v božičnici in te stvari, se prav to je jasno noter napisano, ocen pa ni.
ne preverjamo prisotnosti pri nedeljskih mašah, mi imamo zraven starše, starši smo prvi kateheti s svojim otrokom in če starši nismo sposobni poskrbeti, da bodo otroci šli k verouku, kdo jih bo nadziral? Zato imamo starše, da njim povemo, kako pomembna je ta stvar, otroci pa kakor bojo, ampak večino hodijo, če ne v domačo župnijo, pa grejo k babicam in kjerkoli so pač tisti vikend. Srečanje imamo vsak teden in trajajo 60 minut. Ta tedenska srečanja so se nam zdela zelo pomembna, ker en teden je tisto, ko ti začutiš, da si v eni skupini doma. Če je stvar bolj poletka, se lahko zgodi, da je to tako, še enkrat ti spade, nič ne pogrešaš, če kaj zamudiš. Če pa je to tedensko, je pa to tisto, ko postane tvoj del. Imamo starš, ki se reče, bomo hodili v družinski katehezi, ker pač mama hoče, oče že pove, veš, jaz imam pa službo vsakih 14 dni, ne bom mogel, ker imam popoldansko, pa se reče, lej, kolikor boš lahko, kolikor boš lahko, to bo dobro, seveda, če ima službo, ne moreš. In potem naenkrat opaziš, da je ta človek vedno prisoten na srečanjih. In potem pove, veš, sva se z enim sodelavcem tako zmenila, da jaz delam druge dni popoldan, on pa te, zato da sem lahko vedno tukaj. Zato, ker sem pogrešal, če me tukaj ni bilo. Čeprav je mi na začetku kriza in se vsi povejo, da so se na začetku zelo bali, kako bojo uspeli v urnik družinski dati 1 ura, cela družina nekam odide, pa potem se kmalu izkaže, da s tem, ko to uro podarijo družini in Bogu, da več dobijo, kot pa morajo dati. In zato hitro poskrbijo. Treba je pa prva odločitev, prvič iti v to. Srečanja so 2 vrsti, običajna srečanja, teh je nekako 24 v letu in posebna srečanja. Običajna srečanja se začnejo s skupnim uvodom, to pomeni, da se vsi skupaj zberemo. Zdaj, če se nekaj, da je prvo leto bilo 12 družin, drugo leto je bilo 13 družin, letos je 18 družin v družinske katehezi in je zelo na meji, tako da bo najbrž treba iti naslednjo leto v 2 skupini, ker to pomeni 85 ljudi, to je pa že kar... Ja, to je pa že množica, sploh če si predstavljate, da so tukaj vključeni, ne vem, nekaj mesečni otroci in potem skozi gor in ko to vse skupaj pride, to ni tišina. To je takšen prijeten nemir, jaz temu pravim, sploh teh prvih 15 minut, ko smo skupaj. Takrat zapojemo pesem, zmolimo, ena od družin postavi, pač razdelimo se, katera družina bo to naredila, pripravi 3 vprašanja iz Evangelija, potem so še oznanila in se razdelimo v skupine. Posebej grejo predšolski, za predšolske otroke zaenkrat skrbijo animatorke. Animatorke so bile v prvi vrsti vzete kot starejši bratci in sestrice, se pravi od 7. razreda naprej, ker nekako do 7. razreda so v družinski katehezi. Naprej so pa lahko kot animatorji pridruženi. Bomo tudi tukaj dali kakšnega od staršev zraven, zato ko vidimo, da sploh če so animatorji mladi, da rabijo še enega zraven. Letos imajo 15 otrok, vsi so fantastične, jih crkljajo, vse delajo, ampak se da še nekaj več narediti. Potem otroci prve triade, od 4. do 7. razreda in starši. Seveda smo zapisali cilje za katehezo, kaj želimo. Jaz ciljev ne bom brala, PowerPoint je dosegljiv tudi na župniji Domžale po družinsko katehezo, ampak tisti glavni cilj, ki se nam zdi, je pokazati veselje do Evangelija. Biti vesel kristjan, to se nam zdi glavna naloga, vse ostalo bo prišlo zraven. Če bomo znali res veseljem pričakovati o tem, da bomo znali z veseljem živeti Evangelij, potem je vse doseženo, vse ostalo se mi zdi, so samo pripomočki, ki do tega pripeljejo. Zagotovo je sveto pismo pomembna stvar, zakramenti. Posebej imamo cilje napisane za starše, posebej za otroke. Zdaj pri otrocih smo gledali, da pač nekako v 3 letih predelajo iste stvari, kot jih predelajo njihovi vrstniki pri rednem verouku, se pravi, da če pride do kakršnekoli zamenjave, župnije ali karkoli, da normalno grejo naprej, tako da smo se zaenkrat zgledovali po tistem. In potem isto od 4. do 7. razreda. Razdeljena so nekako na 3 leta za otroke. Leto A, B, C, ker po 3 letih vsak zamenja skupino, gre že višje, oziroma tam pri zgornji triadi se ponovi, ampak je že 3 leta starejši, kar pomeni, da čisto drugače stvari doživi in nekako na 3 leta smo rekli, se lahko stvar ponovi. 3 leta smo stvari preizkušali, letos imamo nekako za cilj do konca
do začetka veroučnega leta napisati en priročnik, tako v e-obliki. Namreč ugotovili smo, da si bi marsikdo želel družinsko katehezo uvesti, ker pa ni zadosti samo, da imaš napisano, kaj je cilj pri tisti uri, ampak želijo tudi konkretne dejavnosti, je treba to napisati. Kot pripomoček, se pravi, večinim katehetom je pa tako, če veste, kaj želite v tisti uri doseči, boste že najdli pot, kako boste to dosegli, tako da bo to zgolj pomagalo. Se mi zdi pa fajn, da tega nismo začeli pisati takoj, ker se mi zdi, če bi začeli to pisati, preden smo začeli stvari skozi speljali, bi dali noter vsebine, ki niso tako pomembne. Mi pa zdaj sproti ugotovimo, kaj je tisto, kar rabijo, in po 3 letih si upamo iti v to pisanje. Nekako smo za vsako leto razdelili, čemu vse bomo ure namenili, se pravi, vedno so ta cerkveno leto, advent, božič, postni čas, velika noč, vedno je ura za Marijo, zakramenti, zapovedi, telesna dela usmiljanja, molitev vsako leto 3 ure, maši, kako je razdeljena, posamezne dele izpostaviti ven, svetemu pismu. Tukaj smo sploh pri starših bili pozorni na to, da svetega pisma ni preveč, da to ne bi postala zgolj biblična skupina. Čeprav bi staršem čisto ustrezalo, bi oni čisto uživali, ampak želimo tudi, da se dotikamo drugih stvari, takih konkretnih življenjem povezanih, noter svetniki. Podobna zadeva je tudi pri 4. do 7. razredu, s tem, da so pač za nekatere stvari manj ur, zato da lahko damo nove vsebine zraven. Mogoče bolj pri starših se ustavimo, 7 ur, sem rekla, svetemu pismu namenijo starši vsako leto. Vsako leto prebiramo eno knjigo. Prvo leto smo imeli 7 glavnih grehov, lansko leto smo imeli Nemir srca, oziroma Išči mir in mu sledi, letos je Pot nepopolnosti. Pa vsako leto eno knjigo izberemo, to knjigo starši prebirajo doma, na srečanju se pa o tem pogovarjamo, razširimo. Se pravi, ni namenjen, da bi brali tam, ampak to delajo starši doma. Katekizem Katoliške cerkve in okrožnice, tukaj pač pogledamo, kaj je aktualnega in glede na to vnesemo notri. Sledenje cerkvenemu letu. Sploh, ko smo začeli to prvo leto, jih je pa reklo, letosni postni čas je bil pa za nas nekaj fantastičnega. Kaj je bilo drugače? Do sedaj smo vedno delali tako, kot smo dali delati, ko smo se naučili kot otroci. Vse je bilo po ritualu, tudi kako je mogla velika noč izgledati, vse je bilo noter napisano. In upali si nismo ničesar spreminjati, starši so rekli, tako mora biti, mi smo se tega držali. Tukaj je prišlo pa do izmenjave mnenj. Eden je povedal, pri nas to izgleda tako, pri nas to izgleda tako, tako. Ta podelitev, ki se družine izmenjajo in naenkrat reče mami, wow, torej ni najbolj pomembno, da je za veliko noč dobra juha, pa da je že 3 dni prej kuham vse, pa pečem za ta dan, ampak je nekaj druga pomembno. Ja, letos smo pa mi tako naredili, pa ne babica reče, kar si hoče. Tudi ta pogum dobijo, da lahko na novo postaviš vrednote in si jih rečeš, takole bomo naredili, tako je nam ljubo in mi želimo tako to narediti. Kako moliti in še zraven aktualne teme, tudi povezane z dogajanjem v župniji. Isto je zato potem razdeljeno, pripravljeno, kaj bo noter napisano za vsako leto. Seveda pa pri starših ne more iti samo na 3 leta, mora iti naprej, zato ker starši so pa isti. Nekateri so izračunali, da bo 15 let pri družinski katehezi, glede na to, kako imajo otroke razporejene. Posebna srečanja. 4-krat leto sem že omenila, da je svetopisemski kviz. Tukaj so pol skupine različne. Začeli smo s tem, da so res družine med sabo se pomerile, pa smo pol ugotovili, da se včasih zanašajo na katerega člana od družine. Zato nikoli ne vejo, kako bo kviz potekal. Včasih je med družinami, včasih jih združimo nekaj skupaj, včasih rečemo, ta majhni otroci, pa veliki, pa očetje, pa mame. Tako, da jih spodbujamo, da bojo res pripravljeni vsi. To poteka ponavadi v prijetnem vzdušju. Gre pa za to, da otroci naenkrat ugotovijo, da je to, da pozna sveto pismo, lahko vrednota, čisti iz tega ven. In vse družine povedo, da odkar so v družinski katehezi, da je sveto pismo ni na polici, kjer je bilo do zdaj, ampak je dejansko nekje na vidnem mestu in da ga tudi izven kvizov včasih potegnejo ven in preberejo, kaj sploh starši. Potem so pa posebna srečanja,
Prvo leto smo imeli 4 srečanja namenjena našim godovnim zavetnikom. To pomeni, da so dejansko vsi člani predstavili svojega godovnega zavetnika. Bilo je pa namen to, da osmislimo godove, ki jih včasih kar pozabimo in smo bili tudi prvo leto presenečeni, ker smo mogli za marsikoga, v bistvu iz družin, ki so kar katoliške, iskati, kdo so njihovi godovni zavetniki, ker enostavno niso vedeli, ne. Smo predstavili, sledilo je praznovanje. Naslednjo leto, to je bilo lansko leto, smo imeli ABC katekizem. Tukaj so bile 4krat leto pripravljene dobesedno igre, štafetne igre, ampak vse je bilo na temo. Tukaj so pa bile 6 resnic, glavni greh in ne vem kaj, vse je bilo na to vsebino uglašeno, ampak na en takšen zanimiv način predstavljeno, da so v bistvu oni tekmovali med sabo, boljši so bili pa tisti, ki so te stvari poznali. Zato smo jim tudi povedali, kaj je fajn, da si prej pogledajo, tudi prijetna izkušnja. No, stvar je šla tako daleč, da smo lansko leto na sobotni Iskrci, ker so izrazili, da bi imeli skupinsko masko, odšli tja. Bilo je to čist. Vse te stvari, ki so zraven družinske kateheze, so vedno neobvezne. Jaz rečem, kdor bi želel, pa naj gre, ne. Takrat se je, mislim, da od 13 družin, 9 družin odločili, da bi šlo na sobotno Iskrco in pripravili smo ABC katekizem. Meni je to zelo fajn, zato ker določene vsebine so otroci čisto tako mimogrede osvojili, ko smo te stvari za sobotno Iskrco izdelovali, ne. Bilo je napisano, da bomo imeli 10 zapovedi, da gradimo 7 glavnih grehov, dobro spoved. Naredili smo prometne znake za vse zapovedi in tudi zdaj, ko imamo katehezo v zapovedih, mi vzamemo te prometne znake in se z otroci spomnimo na vse. Takrat so pa 2 uri gledali, kaj nosijo starši okrog. Zraven so bili avtomobilčki kot 7 glavnih grehov, namreč do greha pride, kadar se ta avto se razbije, se pravi pride do greha, takrat, ko se ne držimo 10 zapovedi in teh 10 zapovedi je res zato, da nas varujejo, da se nam ne bi kaj zgodilo. Seveda pa ni stvari konec takoj, ko grešiš, zato ker imamo Jezusa, ki nam da možnost, da vedno znova začenjamo stvari znova in znova. Nekako takole so izgledali naši ljudje. A ja, tukaj so pa vsi tisti, ki nam pomagajo, ko pride do nesreče, mehaniki, policisti, zdravniki, vsi so imeli kovčke, imenovali so se avtomehanik, dobra spoved, zdravnik, dobra spoved in tako naprej. Na kovčkih so bili pa vse, kaj je potrebno za dobro spoved, teh naših 5 P-jev, ki se jih vedno učijo vsaj prvoobhajenci. Ko vse odpove, so na vrsti še angeli varuhi, ki preprečijo marsikatero nesrečo, ki se bi zgodila. Zdi se mi zelo pomembno, da so take stvari dodane zraven, ker od njih včasih otroci ali pa cele družine odnesejo več kot od rednih ur verouka, ne. Oni vejo, zakaj se gre, vejo, zakaj morajo k maši hoditi, vejo. Če kdo ne ve, ga samo spomnimo na sobotno Iskrco in že potem vejo, kje so. Letošnjo leto imamo slovenske svetniške kandidate. To pomeni, da smo imeli kviz, ne vem, o Antonu Martinu Slomšku na začetku leta, potem so na 2 srečanjih ta veliki otroci pripravili predstavitve drugih svetniških kandidatov in na koncu bo sledil zopet kviz vsega tega, kar so slišali o svetnikih v tem letu in bo zopet na en takšen način predstavljen. Gre za to, da se zavemo, koliko možnosti za svetnike imamo v Sloveniji in da tudi se naučijo zmoliti kaj za njih, ne. Naslednjo leto pa nameravamo imeti mojo cerkev, čist v številkah tudi župnija, koliko je velika, koliko je nedeljnikov, kdo so bili pomembne osebe iz te župnije, potem tudi škofija in sveta, ne. Pač tako, mi smo del cerkve, čist v številkah bolj predstavljeno in potem se bo cilj teh 4 let ponovil, bomo šli zopet na svetniške zavetnike in tako naprej, ne. Zdaj, povedala sem že, da hodijo do konca 7. razreda. V 8. razredu se namreč pri nas začnejo priprave na, neposredna priprava na birmo in če je birma vstop v neko odraslo krščanstvo, je pomembno, da se za ta korak otroci odločijo sami, kar pomeni takrat ne več z družino, ampak sam, tukaj pa kot animatorji naprej in tudi naj grejo tja in prenesejo sol, ne. Upamo, da jim do tukaj zadosti damo. Družinska kateheza pomembno je, ker je to pač samo en del verouka v župniji, poleg tega običajno
gre naprej še normalni verouk, kar se mi zdi pomembno. Družinska kateheza ne sme biti edina ponudba v župniji. Ker če bi bilo to na prisilo, dragi moji starši, vsi morate to delati, to ni to. Zato se morajo odločiti sami. Treba se mi samo pomagati odločiti, ker dokler ti ne poskusiš prvi košček čokolade, sploh ne veš, kaj zamujaš. Ko je par čokolad poješ, rečeš, ta čokolada je dobra. In tako je treba tudi tem ljudem pomagati. Jaz vedno rečem družinam, pridite, pridružite se za 4 srečanja, pol se pa odločite. Samo daj si priložnost pa 4krat poskusi. Ker dokler ne boš poskusil, sploh ne boš vedel, kaj zamujaš. Kaj delamo? Pripravljamo križev pot za družine na prostem, igramo Pasijon vsako leto, sodelujemo pri 3 kraljevski akciji. Letos je nastal, ker je ravno leto svetnikov, musical o papežu Frančišku oziroma njegovemu zavetniku, svetemu Frančišku. Sodelujemo na kolesarskem maratonu Franja, to je tudi ena taka stvar. Se kdo reče, pa kaj vi hodite na maraton Franja, vi veste zgodovino tega. Jaz rečem, a ni še toliko lepš, ko prideš na ta maraton? Lansko leto nas je šlo iz župnije 117. Nismo samo družinska kateheza, vedno gledamo, da mi smo tisto jedro, potem pa vabimo ostale zraven in ko morajo vsi BTC-ja reči, največja skupina župnija Domžale in to 100krat ponovijo. In se reče, a ni to eno pričevanje, da se začnemo zavedati, da mi pripadamo samo šoli, klubu, ampak da je tudi župnija nekaj, čemer pripadamo. In ravno zaradi te pripadnosti hodimo na te stvari znova in znova. Sodelujemo pa tudi pri mašah, na 14 dni oblikujemo mašo. Mi imamo 2 družinske maše, vi morate vedeti, da v Domžalah je olala vernikov, in ena maša ob 10, ena ob 11:30, obakrat hodijo družine, ob 11:30 poje nek redni otroški zborček pa mladinski zbor, medtem ko ob 10 pa prepeva ta družinski zborček Veseli kristjani, ki ga vodimo starši, včasih tudi starši kaj zapojemo, kakšne težje dele pesmi, pridružijo se pa otroci. Nekako skupaj vedno kombiniramo oboje skupaj. Upam, da še imam par minut, 5 minut? Lahko. Pripravila sem en kratek posnetek, mogoče za začetek od muzikla. Letos smo namreč poromali v Asizi, bilo je namreč čisto tako 6 prvoobhajencev smo imeli lansko leto. Zdaj, prvo obhajilo grejo skupaj z ostalimi otroki, spoved imamo posebej, ker gremo na duhovne vaje in takrat tudi te otroke odpeljemo, pospremimo k prvi spovedi, to se mi zdi res en takšen močen dogodek za celo družino, ker se dejansko zraven, ki je otrok prvič deležen tega sakramenta, tudi starši vsi grejo k spovedi in potem sledi šampanec, tortica in vse, kar sledi, ker to ni kar tako, da si kar naenkrat odreše. Potem k prvemu obhajilu grejo pa skupaj z ostalimi otroki, se pridružimo, tudi mi po svojih močeh pomagamo, običajno naučimo peti vse prvoobhajence, tako da vsi skupaj vstopimo v to slovesnost. In lansko leto smo šli kot darilo našim prvoobhajencem v Asizi na romanje za en teden. 13 družin se je odločilo za to, večino prvič kampirala, ampak ena krasna izkušnja. In ko smo se vrnili, smo preko tega muzikla tudi želeli sporočiti, kako prijetno smo se imeli v Asiziju in kaj smo spoznali. Muzikal je pač poseben v tem, da dejansko sodelujejo vsi. Očetje, mame, otroci. Eni očetje, en očka je rekel, če bi meni kdo rekel 3 leta nazaj, da bom jaz pel, bi rekel, da je nor. Če mi bi rekel, da bom pel na mikrofon, bi rekel, da je še bolj nor. Da bom pa solo pel, zagotovo ne. Ampak je to naredil, ker se mi zdi, da ljudje kar potegnejo skupaj. Pač poišče se potem za vsakega ena vloga. Mogoče v tem muziklu samo še to. Zelo živčni so, preden smo šli prvič predstavili, to je bilo v sklopu farnega dne v župniji, to je bilo živčnosti, skrbi, ne vem kaj vse. Ampak
Potem, ko smo premiero dali skozi, je 5 mam iz te družinske kateheze zanoslo. Se mi zdi, da jih je toliko povezalo, čeprav so si rekli, dosti imamo zdaj 5 nosečih mamic v družinski katehezi in vse na približno isti termin. Te stvari povežejo, no, tako pričujejo. Zopet niso vse družine iz družinske tukaj, pač tiste, ki zmorejo, ne. To je recimo 10 družin je vključenih v musical noter. Ker te stvari so vse, kdor bi želel, vedno pocukamo še koga druga zraven. Ker to so stvari, na kateri način dobiš tudi ostale zraven družine. Kaj jim rečeš, nujno rabimo enega pevca, pa pride zraven, pa se pa vključi, drugo leto pa že pri družinski katehezi. Tudi gledamo tukaj zelo, da vsi otroci, ki igrajo kakšne inštrumente v glasbenih šolah, vedno dobijo priložnost, da v cerkvi, vsaj za Božič, Veliko noč, pa tudi pri rednih mašah, da se vključijo zraven. Da vidijo, da je župnija prostor, kjer lahko talente, ki imajo, res dajo. Nimamo posebnih maš, smo pri rednih mašah, ampak v te maše poskušamo dati pa kar se da največ sebe zraven noter. Čist en kratek je še. Namreč včasih vprašajo, kaj je treba narediti na začetku, da se družine dobijo skupaj. Preden smo začeli z družinsko, smo prvič igrali pasijon. In za pasijon je treba dobiti ogromen očetov. In to je zelo dober način, da očeta spravi skupaj. Ko smo prvič imeli, sem jaz rekla, lej, pridite, nujno rabimo. Ja bo šlo, pa saj bomo imeli samo eno vajo, ne bomo komplicirala, ne. Pa smo imeli prvo vajo skozi, pa so rekli, bi se mi lahko še dobili čez 2 dni enkrat. In potem čez 2 dni so rekli, a bi lahko dobili še enkrat, ne. Tako začutili so potrebo potem, da je to, da so takole skupaj prijetna. Te vaje, ki jih imamo vedno v nedeljo pred mašo, zato ker čez teden so družine že vse povsod. Zelo se nam zdi pomembno, da se sobota družinam pusti prosta, da je lahko res družina skupaj na kavču, da ne ostane kje ta kavč prazen. Vedno, ko gremo k maši, pojemo na takšen način, da imamo vedno besedila vse gor in da je dejansko to ljudsko petje, se pravi, animiramo vse ljudi v cerkvi. To je posnetek še star, zdaj je zborček malenkost večji po velikosti in tako. Zdaj smo celo obrnili, da otroci sedijo v klopeh in dirigiramo vsem, ki so v cerkvi. Sledil bo pa posnetek od pasijona. Se mi zdi to, da smo vključeni starši, tudi pomeni, da bo pasijon takšen, da ga bojo naši otroci, tudi najmlajši, lahko zdržali, da ne bo pregrozen za njih. Pasijon imamo na cvetno nedeljo namesto pridige, ker vemo, da če je bran pasijon, včasih traja za otroka kar precej časa, to je pa 20 minut, nekako je povezano besedilo in pesem skupaj. In je zanimivo, ko smo letos začeli zopet, da bomo pasijon naredili, so otroci rekli, a smo zdaj že dovolj stari, da smo lahko mi učenci. Pa na srečo ga delamo po Markovem evangeliju, kar pomeni, da ima množica več za govoriti kot učenci, da bomo to tudi speljali, da bo 12 učencev otrok. Vse to so stvari, ki družine povezujejo skupaj in se ne smemo bati, da takih stvari se lotevamo. In sploh to medgeneracijsko se mi zdi, da je zelo pomembno za župnijo, ker to nastane ena celica, ki veže skupaj. Mi gremo k maši ob 10, kosilo imamo doma ob 10:30, ker do 12 smo tam in čvekamo po maši. Otroci igrajo posebej
mi kakšne piškotke pa nesemo, čaj, se res počutno v župniji doma, no? In to se mi zdi pomembno. Ja, to pa je križanje na način, da ga lahko tudi otroci prenesejo. Hvala, ker ste me poslušali. Tako, morda je že kdo slišal, ali pa morda še ni. Torej, v Turnišču imamo tudi podobno, ne tako podobno, ampak malo drugačno obliko verouka staršem, in sicer s prvim razredom. V Turnišču, ko sem jaz prišel, so imeli prvi razred verouk vedno med mašo. Torej, ob 9. je bila maša, ki je trajala do 10. in potem od 10. do pol 11. do naslednje maše. Čeprav se je včasih potem to zavleklo in potem ono malo prej trebalo končati. Velikokrat se je zgodilo tako, da so preprosto se šli samo v učilnico obrniti, se preverili prisotnost, pa mogoče malo kaj se zmolil, kakšen sveti angel, pa še kakšna molitev, pa malega kaj se je pobarvalo, pa reklo, potem pa so že vsi leteli nazaj. In seveda dogajati se je začelo preprosto to, starši, ki so prišli, so bili na tem verouku in so potem kar odišli domov. Tiste ni bilo nobenega hasla in potem sem jaz rekel, tega se jaz več ne grem. Temu je botrovalo še, ko sem ostal sam za katehezo. In pa seveda v nedeljo potem ni bilo nobenega, še posebej pa, ko je postni čas, pa adventni čas, ko je veliko spovedi, se to lahko zavleče in potem bi vedno to odpadalo. In sem dejal, da bomo imeli pač verouk v ponedeljek za prvi razred. In seveda potem so se nekateri začeli malo upirati, ampak vseeno smo speljali, da je bilo v ponedeljek. Potem se je pa dogajati začelo takole, otroke so pripeljali, evo tu jih imate, zdaj pa vi napravite, pa mi pridemo po njih, ne. Eni so šli domov, večina pa je ostala kar tam, še posebej po zimi, ko je bilo mrzlo, so bili zunaj, potem so se nekaj notri tiščali, eni v avtih so se greli in tako naprej. In seveda velikokrat mene tudi malo šimfali in seveda to je mene strašno jezilo in sem jih včasih povabil, sem prav gledal, pa pridite notri, ne. No in tako se je začelo, da so prihajati začeli notri, potem sem pa tole malo sistematizirali in smo jih povabili, naj kar vsi pridejo. Enkrat je to bilo malo mogoče tako bolj oštro, sem rekel, gledajte, brez izjeme, prosim, gremo vsi notri, ne. No in potem so pač prišli. Seveda, okoliščine so bile takšne, mrzlo je bilo zunaj, ne, to je mogoče malo pasalo, ne. Z druge strani so se bali, kako bi to bilo, no, in potem so bili notri in seveda otroci naprej, starši odzadaj, ne. In tisto sem takoj videl, da tisto nima preveč velikega smisla. Ti se mučiš z njimi, oni ti klepetajo, oni pa gledajo odzadaj in še oni bi klepetali. To tudi ni hasko. No, te sem pa takole naredil, da smo dali jih starš pa otrok lepo, pa takole vrsto, da jih vse lepo vidiš nazaj. In tako se je to začelo. In seveda sedaj z katehistnjo Emo smo si takole razdelili, ker so starši zraven, je to velika skupina, v dveh učilnicah lepo in pol ure, oziroma polovico, 3/4 ure imam jaz, polovico pa ona. No in seveda jaz imam takole, malo preverimo, zmolimo 1/10, se učimo staršem tudi, kaj lahko takole rečem, vedno si nekaj zmislim, kakšno zgodbo in potem velikokrat takole razmišljam, kako bi vključil tudi starše, da oni tudi sodelujejo zraven ali kaj recimo jim pomagajo, ali se dotaknejo, ali raziskujejo, ali oni starše vprašajo, ali starši njih vprašajo. In to je potem sedaj postalo tako zanimivo, zapojemo kakšno pesem novo, torej vsako cerkveno leto je vedno kakšna nova pesem, v glavnem te ljudske pesmi, ki potem pojemo tudi pri maši. No in seveda katehistnja pa se potem ukvarja s tistim, kar je pravzaprav v delovnem zvezku, potem barvajo, kakšno zgodbo pove, kakšno igrico. In pa seveda te ure tako hitro minejo, da moraš prav gledati, da ti ne uide preveč. No in za čuda, letos je Franci povedal, da naj bi jaz to nekako tako kratko predstavil, pa da bi še naredili eno anketo. Vsako leto me je malo strah, kako bo to izgledalo, ne, zdaj že nekaj let, ampak zdaj, če dalje lepše to gre, ker starši so to nekako sprejeli, to nekako normalno in letos so že govorili, pa kako to, da oni to prejšnje leto so se nekaj bunili, ne, če pa je to tako lepo, da se še tudi mi naučimo. Včasih se še kdo nauči pokrižati od staršev,
potem take preproste stvari, ki so jih morda imeli pri veruku, pa so jih že davno pozabili. Da se lepo potem povedati, recimo sedaj postni čas, kako bi se postili, kaj bi naredili, in da smo imeli kar pri veruku, naj se dogovorijo, kaj bodo delali, in to je tako lepo bilo. No in potem smo naredili eno anketo, ki je Franci povedal, naj jo naredimo. Jaz sem mislil, da zdaj kaj bo, ne, pa sem tako povedal, kako mi je on povedal, naj se malo izkašljajo, ne, v redu. In seveda oni so to napisali, in ko smo to vpisali, pač notri smo gledali, sem mislil, ajde pogledamo, kdo je kaj napisal, pa za čudo noben nič ni šimfal, ne. Ja. Zdaj ne vem, ali niso upali zaradi mene, ne, sem rekel, saj nisem ben podpisan, pa takole. Ampak čuti se pa eno takšno lepo, sproščujoče, lepo dogajanje, sprejeli so. Tu pa tam seveda kakšen starš ne more, pa zato pride babica, ne. Vesel sem, da pridejo tudi očetje zraven, in pa tako so sprejeli to, laufajo, pomagajo, režejo, barvajo, pojejo, ne. Jaz sem preprosto pač povedal, gledajte, če pojemo, te pojemo vsi, ne. Če vojna, vojna za vse, ne. Ja. Ampak seveda opazil sem pa dve stvari. Ti starši pa otroci so začeli prihajati k maši, lepo sodelujejo tudi tam, tudi otroci so bolj odprti, bolj takole živi, tudi pri krstu jih potem uporabimo, ne. Potem, ker molimo skoraj vsakič eno desetko, iz tega je sedaj že zdaj hodi deklica recimo v 3. razred, pa tudi druge, recimo skoraj same pridejo po mikrofon pred mašo, pol 11. in pa molijo rožni venec naprej, ne, ker ena gospa je že starejša bila, pa je omagala, in potem sem jaz pa rekel, pa dajte vi moli, pa so začele in zdaj ni problema. Zdaj pridejo same, vzamejo mikrofon, kar začnejo, ena mama ali babica je zraven tam, če kaj se zmoti, jih malo ven popravijo, ampak v redu to funkcionira, ne. Takole. Od teh staršev smo dobili tudi nekaj bralcev, recimo tudi nekaj vrste takšnih, ki so pripravljeni, če kaj rečeš, malo pomagati, ker smo se malo stika je več nastalo. Mislim, da je to super. Zdaj sem tako, ko sem poslušal tisto verzijo, sem mislil, jo škoda, da zdaj še nisem, kakšno leto bi še pa to malo vključil, ker tu bi pa imel res dober potencial, ker bi se ne ve kaj dosti buno in bi imel takoj nekaj družin. Ja, tam treba znova vse začeti, ja, dobro. Tako, no, na kratko, mogoče toliko. Hvala lepa. Tako, lepo pozdravljam vse vas tu izbrane in sem zdaj v odmoru malo stopil tudi sem na pokopališče do tega pomembnega groba, kjer je pokopan dr. Franci Vanovci, pa gor piše na spomeniku, budil in branil je narod svoj. In to v bistvu, kar je on delal v svojem življenju, delajo v Domžalah, delajo v Turnišču, delate vi vsi po vseh svojih župnijah, tudi pri nas v Vodrancih, se vsak na svoj način trudi, da bi ljudi dramili, da bi jih branili, varovali vsega hudega. Zato se želimo navezati, da bi bili skupaj močnejši. In tudi ta kratek prispevek želi k temu pomagati, k temu navdušenju, da bi drug drugega navduševali, spodbujali, da bi opravljali to poslanstvo. In to, kar tu vidimo na slike eno drevo, pravzaprav bolj kot drevo, močno korenino. Iz korenin raste drevo. Tudi to, kar se dogaja, naprimer, pri nas v Vodrancih, ni zraslo včeraj, ampak ima že globoke korenine. Po drugi svetovni vojni je bil namreč v Vodrancih župnik Lojze Kozar, moj stric, kar se takoj pohvalim, in tisti časi po vojni so bili, kot veste, taki, da ni bilo ravno, so rekli ljudje, po svobodi. Ni bilo svobode, tudi njemu je oblast prepovedala poučevati veruk, tam v tisti začetku 50. let, in ker ni smel poučevati veruka, se je pa pač moral znajti, kakor se je lahko.
Sestra Marta to verjetno lahko kaj potrdi, kako je bilo, pa še mogoče kdo drug, ki je to doživljal. In pravi, oziroma je zapisal v knjigi Neuničljivo upanje, glede veruka pa sem si pomagal tako, da sem ob nedeljah imel krajšo pridigo, po njej pa kakih 10 minut veruka in sicer za vse, za otroke in starše, velike in male. Torej, tam v cerkvi je poučeval vse, tudi odrasle družine. Takrat je to bilo še pravzaprav toliko lažje, ker je družina bila še res družina, živa, se je zavedala svojega poslanstva, on je samo povedal, to in to je treba se naučiti ali to in to delati, pa so ljudje delali. Kasneje je začel z verukom za starše prvoobhajencev, torej v prvem razredu so k veruku prihajali tudi starši, ne samo otroci, torej da so jih tja pripeljali in da ne bi zunaj na mrzlem čakali, kot so mogli včasih v turnišču, jih je tudi on povabil, pridite notri v učilnico, in so imeli skupaj veruk. In je sam potem pripovedoval, da je bolj kot otrokom govoril staršem. In pozneje je potem, ko so uvedli še predšolski veruk, pa je prihajala sestra iz Beltinec, sestra Ema, danes ni, včeraj je bila, bi lahko potrdila, kako je pa ona to nadaljevala, da je to, torej se je srečevala s predšolskimi otroki in starši, ki so bili tudi tam navzoči, pa je večkrat nekako potožila, da to nekako ne gre skupaj, da je težko delati, ko so otroci mali, pa bi nekaj svojega, odrasli spet nekaj svojega, je pa pač se trudila, kakor se je v tistih razmerah dalo. Potem pa, ko sem prišel v Vodrancce, sem to navado, se pravi, da so starši prihajali z otroki prvega razreda k veruku, da so bili vsi v enem prostoru navzoči, sem pač to nadaljeval, to navado. In potem, ko smo prišli na 9-letko, je tisti predšolski veruk pravzaprav postal prvi razred in s tem, da so prihajali celo leto. Prej je namreč ta predšolski veruk potekal samo jeseni, pa potem spet spomladi. In ko je začela naši župniji poučevati veruk katehistinja Klavdija, smo pa naredili eno malo bolj drzno potezo. Nismo vedeli, kako bo ali ne bo uspelo. Se pravi, da smo to veliko skupino ločili. Otroke posebej v veručni učilnici poučuje katehistinja, starši pa se istočasno zbirajo v drugem prostoru in tako je to v navadi že 8 leto. In kako to poteka, ta kateheza staršev, neke vrste urnik, če najprej predstavim, torej te 3 skupine, kjer to poteka. Prva skupina, to so svetopisemske urice, se pravi otroci, majhni, predšolski bi rekli, imajo svoja srečanja vsako drugo sredo, ali včasih kaj zamenjamo, ko je kakšen praznik, ampak običajno 2-krat ali 3-krat mesečno, ob 4:30. Vpisanih je letos 18 otrok, običajno pa jih pride od 13 do 15. Včasih kateri zboli, ne more ali kaj drugega, tako je pač povprečje. Potem v prvem razredu spet prihajajo otroci in starši. Otroci v svojem prostoru, v učilnici, s katehistinjo, starši v manjšem prostoru, da so bolj skupaj, bolj na tesnem, ker pač druge možnosti ni, in se zbirajo tam v torek ob 5. Letos je 18 prvega razreda otrok. Že to samo število je nekako sililo v to, da smo to razdelili, ker 18
otrok, 18 staršev v enem prostoru, to je koliko, 36, nekaj takega. To je malo težko. Če sem, na primer, se spomnim, otrokom kaj pripovedovali smo, z njimi kaj delali so, starši zadaj, bla, 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 začeli kar klepetati. Če sem staršem govoril, so se otroci dolgočasili. In zdaj pa je vsak vključen, vsak na svoj način lahko nekaj od tega dobi. Potem še drugi razred, otroci in starši začnejo verouk oziroma veroučno srečanje s sveto mašo. To je ob sredah ob 5:30, drugače imamo svete maše zjutraj in ko smo pred leti imeli ta verouk za drugi razred ob sobotah, so rekli, to ni ravno primeren čas, bi kam šli pa tako dalje in so predlagali torej ta dan, sredo, in zdaj imamo sreda zvečer, tudi zvečer mašo, predvsem zaradi teh staršev in otrok, ki se pripravljajo na prvo sveto obhajilo. To je pač izjema, ker je prvo obhajilo povsod po Sloveniji določeno, da mora biti v 3. razredu, pa verjetno vsi tako imate. Mi pač imamo že v 2. razredu, zato ker nimajo samo 3 ure verouka, oziroma 3 leta verouka, ampak imajo 4 leta. 2 leti otroci, 2 leti starši. Zato pač na ta način smo preskočili ta red, kakor je bil določen. To je nekako ta okvir, kjer se razvija ta kateheza, kjer je v navezi družina in župnija. Kako to konkretno poteka v tisti skupini, kjer so otroci, bo sedaj predstavila kateistinja, potem bom pa še malo povedal, kaj delamo v skupini s starši. Najprej z uvodom, malo na kratko. Že pokojni župnik, monsenjor Lojze Kozar, so povedali, da je katehizacija stvar vsega krščanskega občestva. Vsi smo zanjo odgovorni. Se pravi, ne le župnik, ne le katehet, katehistinja, ampak vsi, se pravi celotno župnijsko občestvo. In to je večkrat poudaril tudi nadškof dr. Marjan Turnšek, predvsem pa podal v svoji novi knjigi z naslovom Prebudimo dremajočega velikana nekaj iztočnic za prihodnost cerkve na Slovenskem, in tukaj daje poudarek predvsem na katehezi družine. In pravi, da je najpomembnejše sodelovanje med družino in pa župnijo. Saj, kot je zapisal, prvo območje, v katerem vera razsvetljuje občestvo ljudi, je v družini. V družini vera spremlja vsa življenjska obdobja od otroštva naprej. In zato je pomembno, da starši skupaj živijo vero v družini, ki pa spremlja zorenje vere otrok. Te pogoje pa mora družinam vsekakor omogočiti župnija. In ena izmed možnosti, ena izmed oblik, ki jo lahko v sklopu katehetskega dogajanja poleg rednega verouka župnija ponudi družinam, so svetopisemske urice, kamor so vključeni otroci, starši, župnik, katehet, katehistinja, animatorji, birmanci in pa drugo občestvo. Torej, kako so posamezniki vključeni v to dejavnost, v svetopisemske urice, pa si sedaj čisto na kratko poglejmo. Svetopisemske urice obiskujejo otroci stari od 2 let in pol, pa tam do 5. leta. Se pravi, da otroci radi prihajajo, z veseljem sodelujejo, z navdušenjem in so tudi razigrani, predvsem pa, ko že vstopijo v veroučno učilnico, vidijo, da je tam nekaj drugače. Se pravi, da se znajo umiriti že sami po sebi, da so sposobni poslušati, da so sposobni delati, moliti, ko je to potrebno, in tako preko igre, plesa, preko poslušanja svetega pisma se učijo odnosa do svetega, odnosa do Boga. In za večino od teh, torej tisti, ki ne prihajajo
v vrtec, je to prvi njihov stik s skupino otrok, kamor se lahko vključijo. In to je tudi njihov, na vse zadnje, lahko tudi prvi stik z vero, preko Svetega pisma, ko se srečajo z Bogom. Potem so tukaj starši, o tem bo več povedal gospod župnik kasneje. Starši imajo odločilno vlogo, saj se oni odločijo, kaj želijo dati otroku, kaj mu želijo ponuditi. In pomembno je, da so najprej starši nagovorjeni, da so povabljeni, najbolje pač to osebno, preko vabila, recimo po pošti. In ko pridejo, pa morajo biti lepo sprejeti, ne? Da začutijo pomembnost vere zanje, predvsem pa tudi za svojega otroka. In že s tem, da z otrokom prihajajo, pokažejo, da želijo nekaj več. Da tudi pokažejo svojo skrb, svojo podporo vsemu temu dogajanju, ki se v župniji dogaja, tudi preko svetopisemskih uric. Obenem pa je to priložnost za njihovo osebno in pa torej versko, duhovno rast. To je lahko v okviru skupine otrok ali pa tudi posamezno, ko se srečujejo skupaj v skupine. Potem je tukaj župnik. Župnik je glavni nosilec kateheze in pa oznanjevanja v župniji. Tudi če poučuje katehet, katehistinja, je župnik tisti, ki to delo spremlja. Zato mora biti zraven, da ga otroci večkrat vidijo, da ga otroci srečajo, da pridajo v stik tudi z njim. To je lahko priložnost, da nagovori starše, da tudi z njimi prehodi določeno pot vere. Tako preko staršev to versko dogajanje odseva tudi na vso družino naprej, torej doma. Potem je tukaj katehet, katehistinja. Njegova vloga je pomembna, tako za otroka, kakor za družino. Sploh je to prvi otrokov stik z župnijsko skupnostjo, kjer otrok skupaj z drugimi torej spoznava to lepoto vere. In pa naloga kateheta tukaj pa je predvsem ta, da otroku omogoči, da doživi lepoto vere. To je najpomembnejše, kar lahko v teh letih otroku da. Da je vera nekaj lepega, da je vera nekaj svetega. Potem so tukaj animatorji. V naši župniji imamo nekaj rednih animatorjev, ki redno prihajajo k svetopisemskim uricam. V letošnjem letu pa so se k temu dogajanju priključili tudi birmanci, ki prav tako želijo sodelovati, ki želijo nekaj narediti za skupnost. Tako se priključijo temu dogajanju, torej k svetopisemskim uricam, potem tudi k verouku v 1. razredu in pa pri verouku v 2. razredu. Torej, ko sodelujejo skupaj kot animatorji in tako pomagajo sooblikovati dogajanje, katehezo. Potem pa je tukaj še občestvo, ki to delo spremlja, najprej z molitvijo, kajti brez molitve ni uspeha. Tukaj so rože živega rožnega venca, ki v ta namen molijo. Tukaj je župnijski pastoralni svet, ki v svoji okolici, kjer pač je, v ta namen da lepo, dobro, spodbudno besedo, tudi povabi k sodelovanju. Potem se ta skupina otrok pa staršev tudi večkrat sodeluje pri sveti maši, pri raznih molitvenih in pa drugih srečanjih v župniji. Se pravi, da je vključena v to župnijsko občestvo. Potem pomen kateheze družin preko svetopisemskih uric. Svetopisemske urice so lahko podlaga za nadaljnje delo na področju kateheze odraslih oziroma pomoč pri verski vzgoji otrok. Pri verouku v 1. razredu je velika razlika med otroci, ki so obiskovali svetopisemske urice, in pa med tistimi, ki pač pridejo prvič k verouku, ne. Imamo v župniji otroke, ki so svetopisemske urice obiskovali tudi 4 leta, potem pa ta otrok pride v 1. razred in obnaša se popolnoma drugače, kakor pa tisti, ki prvič pride k verouku, ne.
Tako da razlika je velika, zelo velika. Tako v obnašanju, kakor v čutenju, vsemu temu odnosu do svetega pokažejo čisto drugačen odnos, kakor pa tisti, ki tega prej, nažalost, ni imel možnost se naučiti oziroma k temu vključiti. Potem, kje, kako raste v škofiji Murska Sobota to delo? Svetopisemske urice smo po naši škofiji v lanskem letu imeli v 9 župnijah. Letos se je k temu pridružila tudi župnija Kobilje, kjer se sestajajo skupaj otroci in pa starši, sicer v eni skupini, ampak delo je prijetno, radi prihajajo z veseljem, z navdušenjem sodelujejo. In pa to je tisto, kar je torej najlepše, ne? Da z veseljem pridejo, da potem tudi duhovno obogateni odidejo, pa se večkrat vračajo. S tem smo nekako želeli tudi v družine prenesti oziroma jih povabiti, da si pripravijo doma molitveni kotiček. S tem recimo, ko pri svetopisemskih uricah ali pa pri verouku naredijo določen izdelek, ki si ga potem vsak tudi odnese domov, jih povabimo, da si ta izdelek postavi v molitveni kotiček. In tako so nekako sami, ne glih prisiljeni, ampak povabljeni, da si doma pripravijo ta molitveni kotiček, kakor pač zmorejo in znajo. In potem jih tisto spominja na dogajanje pri verouku, pri svetopisemskih uricah in jih hkrati tudi vabi, da potem spet pridejo in pa sodelujejo. To so lepa srečanja, lepa izkušnje. In torej te izkušnje kažejo, da so svetopisemske urice dobra pot, saj zajemajo vso družino, obenem pa omogočajo sodelovanje še drugim. In tako župnijsko občestvo skupaj raste v veri. In na podoben način, torej kot pri svetopisemskih uricah, poteka sodelovanje družine in pa župnije tudi v 1. razredu in pa v 2. razredu, kakor je že povedal gospod župnik. Tako, ja, tu že piše, kaj se dogaja v skupinah staršev. Torej, ta srečanja v 3 skupinah staršev svetopisemskih uric, 1. pa 2. razred. Vsebina najprej. Vsebina je v glavnem tista, kakor za otroke. Če otroci govorijo naprimer o križevem potu, zdaj naprimer post, tudi starši, vendar otroci na svoj način, odrasli spet na svoj način. Pri 1. razredu imajo otroci pač tisto knjigo, veroučno knjigo za 1. razred, 2. razred tam pa imajo za 3. razred. Se pravi, ker je priprava na prvo obhajilo, zato uporabljajo tisto knjigo in z tistega se v glavnem držimo tudi pri srečanjih s starši. In kakšno obliko imajo ta srečanja? Kot sem povedal, so v drugem prostoru, veliko manjšem kot ta, sejna soba pravimo, in sedijo tako okrog za eno veliko mizo in tam kaj vse delamo. Včasih tudi gledajo risanke, kot zdaj. Se pravi, projekcijo kakšno, da je nekako bolj privlačno za oči, da se tudi kaj bolj zapomni, da lažje potem kaj sodeluje. Potem različne oblike molitev, ne samo spoznavamo oziroma molimo na različne načine. Ob svetem pismu, ob svečah, v temi smo vse luči ugasnili, pa smo eno svečo prižgali, potem vsak eno svečo počasi prižgal, pa smo pač določeno molitev zmolili in na koncu rekli, kako je to fajn, spravi, to se doma tudi lahko napravite. Imate sveče, imate elektriko, ki jo lahko izklopite in se to da narediti. Samo včasih je pač potrebno dati neko idejo oziroma spodbuditi. Potem tudi kakšne dejavnosti so pripravljene za nje, da oni kaj delajo, naprimer, da izdelujejo kakšne letos, naprimer, figure za jaslice, svetnike so izdelovali,
tudi Lucijo vidimo s temi očmi in pa še razne druge stvari, tako da je vedno nekaj drugačnega, pa da bi naj bilo zanimivo. Vedno ni, ampak naj bi bilo. Zmeraj pa dobijo nekaj za domov. Zato, ker v začetku dobijo tudi mape, podobno kot to, in potem v to mapo skladajo različne stvari, list, podobico ali ne vem, za narediti ali pa samo za gledati. Toliko, da ga še kaj spomni na to srečanje. Potem pa kako sodelujejo ne samo pri samem srečanju, ampak tudi v življenju župnije. Povabljeni so starši in tudi otroci, da sodelujejo pri bogoslužju. Naprimer v adventu otroci, vsak razred, tudi ti najmanjši, prvi razred, molijo skupaj rožni venec, kot v Turnišu tam, pa še gotovo kje. S tem so povabljeni tudi starši, ko zdaj naš bo zdaj molil, gremo, moramo iti z njim, da bomo slišali, da bomo pomagali in to potegne za seboj še druge ljudi. Zato je to pomembno, da so vključeni. Potem blagoslov šolarjev ob začetku veroučnega oziroma šolskega leta. Zadnjo nedeljo pred začetkom šolskega leta, to zdaj že znajo, ni treba niti oznanjati, pridejo, skoraj lahko rečem 100% k temu blagoslovu. Vsi otroci in seveda takrat tudi starši pridejo z njimi. In potem še blagoslov ob godu nedolžnih otrok in takrat spet starše to pritegne. Potem so še razna druga sodelovanja, pevski zbor, otroški, prvi, drugi, tretji razred in tam spet otroci ne morejo brez staršev. Jih pripeljajo, najprej seveda prijavijo, se odločijo za to, da bo ta naš otrok sodeloval pri pevskem zboru in to spet pomaga to družino držati skupaj in držati s cerkvijo povezano. In še marsikaj drugega se dogaja, ampak da ne bi vsega našteval, mogoče nekaj teh odzivov, kako starši to sprejemajo. Gotovo najlepši odziv je pri teh najmanjših, pri svetopisemskih uricah, ker je to prosto, ni, bi rekli, obvezno. Verouk tisto nekako čutijo, da to mora biti, če hoče iti k prvemu obhajilu, mora iti k verouku prvi pa drugi razred pa tak dalje. Tu svetopisemske urice pa je kdor želi. In tisti, ki se pač odločijo, ki prijavijo otroke, ki hodijo z njimi, na teh srečanjih tudi čisto drugače sodelujejo, bolj zavzeto, bolj, bi rekli, z veseljem. Več jim to pomeni in pri ostalih skupinah pa je včasih tudi vmes kakšen nergač ali kakšen nezadovoljnež. Prihajajo torej matere, prihajajo tudi očetje, redko kdaj, oziroma včasih babica ali dedek ali kdo drug. So pa kakšni vmes, pravim, ki jim to ne paše. Zdaj jeseni, ne, lani je to že bilo, v lanskem veroučnem letu je prišla tudi ena anonimka, češ da vsi starši se strinjajo, da to je to odveč, da to ne zmoremo, da to ni potrebno, da naj otroci hodijo, ampak nihče ne upa povedati in tako naprej. Pa sem potem pri naslednjem srečanju to pismo prebral, potem pa sem razdelil liste, kjer je bilo napisano, se strinjam s temi srečanji za starše, da ali pa ne. In anonimno vsak je dobil, pa sem šel ven, zdaj pa obkrožite, tam škatlo vrzite, vi trije potem pregledajte rezultate. In od tistih, mislim, da je bilo 16 staršev na srečanju, so trije obkrožili, da pač niso za to. Vsi ostali pa, da so. In potem sem rekel, kaj zdaj, rezultat tako kaže, moramo imeti naprej. In so potem se pač, bi rekli, potuhnili tisti, so prihajali naprej in še prihajajo. Tako da
pač je tako ali pa včasih drugače. Včasih je treba čakati, da kakšna stvar dozori. Kot na primer za tiste prvohajenske obleke, ko imajo vsi enotne. Smo poskušali nekaj let, pa ni šlo, so bili proti, potem pa eno leto pa je bilo tako, da so bili nekateri starši zelo za in so tisti nekako med druge tudi to prenesli, da je to dobro in so rekli, ja, bomo imeli. In je takrat bilo, naslednje leto več ni bilo potrebno niti spraševati, če bo ali ne bo, enostavno so to čakali in zdaj so hvaležni, da tako je. Torej včasih moramo biti potrpežljivi, da kaj dozori. No, potem smo letos pripravili tudi eno anketo, starši prvi pa drugi razred, kaj se je z veroučnim obdobjem spremenilo v naši družini, je bilo vprašanje. In odgovori, ki so jih potem obkrožili da, ne ali ne vem, glede pogovora, če je več pogovora v družini. Obkrožili so zelo veliko. Da, če je res tako, to se ne da preveriti, ampak tako so oni to doživeli oziroma razmišljali, da tako je. Da je tudi več molitve v njihovih družinah, da je več druženja medsebojnega, da bolj redno prihajajo k sveti maši. Glede sodelovanja v župniji, tam je ta modra barva malo nižje obstala, tam malo manj sodelujejo, ampak je kar, bi rekli, lepa slika. Drugo vprašanje, kaj se je z obiskovanjem veroučnih srečanj spremenilo zame osebno? In da so pridobili več znanja, je od 30-ih 23 to obkrožilo. Da on osebno več moli, da bolj spoštuje vrednote, verske, življenjske, druge vrednote, da bolj sodeluje v življenju župnije. Nekaj je od tega. In še, kaj si želim v prihodnje na veroučnih srečanjih za starše? Več molitve, modro, ne je rdečo, drugi pa ne vem, tisto je tudi tako že bolj ne, kot da. Več pogovora, nekateri si želijo več druženja, več dejavnosti, več sodelovanja aktivnega, drugi pa se tega bojijo in je potem težko tako narediti, da bi bilo za vse prav, da bi bili zadovoljni tisti, ki bi se radi pogovarjali, ki bi radi kaj delali v skupinah. Nekateri bi rajši samo, vi samo povejte, mi bomo poslušali. Večina je tako, ampak se pa tudi občasno jim razvežejo jeziki, pa se počasi odpirajo. In kakšen je ta uspeh tega, bi rekel, 8-letnega, ko je v tej obliki kateheze za starše, kakšen je uspeh? Nekaj tega uspeha kaže ta anketa, čeprav to ne moremo 100% jemati te podatke, ampak vseeno nekaj se gotovo dogaja. Tudi če zdaj še ne rodi sadov, bo pa morda rodilo čez 10 let ali 20 ali kako drugače. Pomembno je, da sejemo, da pripravljamo njivo, itak pa je Bog tisti, ki daje rast. Mi moramo narediti vse, kar je v naši moči in zato se tudi trudimo v župniji Odranci. In glede prihodnosti, nekateri otroci, kot je rekla kateistinja, so tako visoko, ko pridejo, drugi so pa nekje pod zemljo. Torej jim je verska, duhovna sfera čisto nekaj tujega. In ravno tu lahko nekaj naredimo. Lahko pridemo naproti tem staršem, tem družinam, vsem, ki so navdušeni, pa tudi tistim, ki so manj navdušeni. Začeti pa moramo tam, kjer je to lažje. Ravno tu, na primer, pri teh svetopisemskih uricah.
Prvič zato, ker to ni obvezno, da pridejo tisti, ki nekaj več želijo in tisti potem še koga drugega lahko nagovorijo. In tu je možno začeti tudi s temi srečanji staršev, ker ti starši, ki otroke prijavijo za svetopisemske urice, ti želijo nekaj več, so malo bolj zavzeti za vero in bodo tudi to sprejeli, bodo prišli, bodo kaj začeli dejavno sodelovati. In ta skupina bo rasla, v prvem, drugem razredu bo morda že tam kaj več sklilo. Tako da je to neke vrste spodbuda, če kdo želi kje začeti, da začne s temi najmanjšimi. In hvala, da ste vztrajali, pa poslušali, pa ka niste ugovarjali. Boste pa imeli priliko v naslednjih minutah.